Ja, tole je bil Alvaro Soler, jaz imam pa tle enega, ko je prišel fehtat za modrost. Z mano je Domen iz skupine Fehteri. Dobro jutro. Ja, živ, evo, to je pa naš fehterski pozdrav. No, živ si. Tako sem, absolutno. Trenutno na šihtu, ampak je vmes prišel malo na radio Na pogledat. malce sem prišel, malo med ljudi pogledati. Ej, pa nič ti nisem dala za jest. Mislim, a veš, kaj pa taka malca? Ja, ne smem še. A ja, ne smeš še? Moram še previden biti. Sem bolj trenutno v teh dneh bolj na kašicah, pa na smutijih, pa na pirejčkih, pa tako, ampak lej. Domen je prišel brez vseh 4 modrostnih zob, prosim lepo, Vso modrost sem zgubil, ker sem jo imel. v pol ure. V pol ure, ampak nimaš kaj. Ampak zgledaš pa lepo. Ja, sem pa, moram reči, da sem pa kar malo poskrbel sam zase, no, z hlajenjem, z vsem sladoledom, recimo, ja, tako ne. Tako da sem nekako kulturno zgledal že v soboto na Špilu, pa da bom zdaj to soboto še lepši na Špilu. Ej, sem res, zdaj vračate se v Celje, Fehteri, pridete, pa zraven boste imeli še Mirana Rudana. To je kar dobra InDesign. kombinacija. Ta kombinacija, bom rekel, ne bo prvič. A ste že to? To je že bilo, smo že Pobrateni. imeli, mislim, da enkrat, dvakrat se je to že naredilo, ja, da je bila ta duet skupaj na odru, ne, v istem večeru, in moram reči, da itak se imamo s fanti, se poznamo, s fanti se imamo zelo fajn. Nazadnje, se pravi, lih, ko je bil Pivo in cvetje, v Laškem smo med drugim tudi Rudana dobili za en komad na naš oder, tako da dajmo se pustiti presenetiti, mogoče se to tudi še tokrat ponovi. Ej, jaz vem, da vaša ekipa Fehterjev niste sem vi, ko ste na odru, ne? Ampak vas je v ozadju koliko? Ja, zdaj, če res pride kompletna ekipa z vsemi tehniki, z vsemi našim spremljevalnim bendom, vsem naselih za en avtobus, no, tam preko 20 nas je, tako da je kar iz fotografij, z vsem v glavnem, skratka cela plesalke? ekipa. Tiste pa še dodatno zraven, tiste pa požita velika avtobus, no. Aha, no, če rabite kako zdaj za v soboto, jaz se javim. V 9:30 imamo mi zbor, tako da kar. Lahko. Ja, glej, glih fajn potekmi, a veš. No, bom prišla. evo, lej, to je to. Ne? Odlično. Dobiš mogoče kakšno malčko, pol pa štartamo naprej na odru, ne. Fantje znajo poskrbeti, znajo nas prepričati, da pridemo. Ampak eno vprašanje, Domen, pa vseeno. Kaj vi fehtate? Dobar, ti si prišel zdaj fehtati modrost, Ja. Kaj pa drugače fehtate? Drugače pa fehterji v osnovi, bom rekel, fehtamo dober žur in tiste ta pravi ljudi, ki nas spremljajo, ki pridejo na naše nastope in pojejo z nami, žurejo z nami. V prvi vrsti je to, no, da v bistvu to, ker mi ljudem damo, da mi v bistvu pofehtamo to nazaj in da nam napolni našo dušo, naše srce in hkrati nam da še nekak zagon za ustvarjanje naprej. To je ta glavna stvar, ki jo fehtamo. Ej, ampak nafehtali ste pa šaci, ja tudi ne. Tudi smo ga nafehtali, ja. To pa dejansko smo ga nafehtali, ni naš, ampak s pravim pristopom in dobrim pogovorom smo prišli do tega, da smo ga lahko uradno posneli in ga nekako dobili za svojega. No, tako. V bistvu jaz mislim, da večina ljudi si misli, da je dejansko šaci kar vaš, da ga niste nafehtali. Ja, ampak ni čisto tako, to je v bistvu v osnovi oziroma originalu avstrijska skladba, za katero smo uradno dobili vse pravice in vsa dovoljenja, potem pa je naš fant Alen Klepčar, ki z njim tudi zelo dobro delamo in ker je tudi član našega spremljevalnega benda, ker nas zelo dobro zastopi in zelo dobro čuti, kaj mi hočemo, naredil ta slovenski tekst in potem smo to posneli in evo, šaci je potem kar ratu nekak naš paradni konj. Moram reči, da jaz v samem štartu nisem toliko kart polagal na njega, priznam, ker sam se posuvam se s pepelom. Ja, prosim, lepo, dej še dvakrat. Pač ti spor občutek, ker nekaj slišiš, ne narobe razumeti, da mi ni bil všeč, daleč od tega. Super, ampak mogoče tudi vsi štirje nismo mislili, da bo pa dejansko tak bum naredil. Na tisto prvo žogo, ki smo ga poslušali, pa ki smo ga ustvarjali, ki smo ga snemali, in v bistvu je to čist prav, da te pa potem pol taka stvar preseneti in da rata tako, kot rata. Jaz brez šacija ne grem spat. Odlično. Lej, šaci je skozi mano. Ja, a dejansko v posli ali samo v glasbi naši? Ne, v glasbi. Mislim, je pa moj srči, šaci po nemško. Tako, pa je z mano, v posli vsak dan. Se pravi v kompletu. V kompletu, ker Vrhunsko. pa veš, kaj je še. Dolgova pod isto streho, bova v isti posli, na istem jogu, pod istim kotrom. Z istim komadom za spat. Z istim komadom za Odlično. spat. To je to. V glavnem, dejva midva narediti doma rahlo pauzico, da si ti mal
se veš, čeljust morava Ja, moramo čuvati. mačkan paziti, ne. Morava čuvati, ker za soboto bo še rabo, pa zdaj, če da modrost ne ven. Dejva malo pauze narediti z mojim šacijem, pa greva midva naprej, vela. Štima. Zmeni. Midva z Domnom iz Fehterjev se mava danes v studiu prav luškano, glede na to, da je dal djed vse 4 modrostne ven v enem šusu, se danes na frišno smeje. Domen, dobro jutro še enkrat. Živijo sem še enkrat. Ja, veš kva, ne, smo pa le mečkan gorenci, ja, veš, naj samo enkrat boli, ne 4-krat, a veš. Še tle šparate. Šparamo, ne. Ej, kaj sem ti hotela reči? Fehterji, šaci manija, to je bilo nepričakovani boom, ki se je zgodil, ampak mene zanima, kje je ona z Radoveljce. Tista za Radoveljce bi mogli pa vprašati lih našega Alena, avtorja besedila, kar je pa zanimivo to, da pač govori o Radoveljci, napisal je pa to, se pravi on, ki je primorc, ki živi na Hrvaškem. Ne. Se pravi vse narobe, ampak zgleda, da pa pali. Ne. Ej, pa dobite tako, ko sploh recimo, ko tako mat zašpilate, na oder letijo kaki modrčki, slikce, medvedki? Pa pride včasih kaj gor tazga, ne bom zanikal, ampak to lepo poboža dušo. No. Ampak še vseeno smo pa fanti na koncu tisti, ki se vrnemo v domače zavetišče in objeme in zdaj lepo zim bo sploh fajn, recimo v zunaj bo mrzla temperatura, ti boš prišel domov in bo topla posla ogreta. Ok, mogoče najbolj nenavaden špil, ki ste ga kdaj imeli, ali pa da se je kaj nenavadnega na špilu zgodilo? Pri nam se to kar skozi dogaja. Mislim, si sami poskrbimo, da se nam dogaja, to nič ne rečem. Mogoče pa eden izmed bolj atraktivnih prihodov na oder, to je bil pa prvi Gojzartanc, ki smo ga delali na Krvavcu. Že dosto v štartu, ko smo se pač začeli udejstvovati, je bilo to, da smo prišli na oder dejansko za ratrakom. Ne. Mi za vse te naše malo večje koncerte, malo večje nastope poskrbimo, da je zmeraj in tak atraktiven prihod na oder. Ne. Se pravi, če gremo po vrst, najprej bil ta ratrak, potem, ko smo imeli v Ljubljani podeželski rock'n'roll, pač na Kongresnem trgu velik koncert, nas je pripeljal sred Ljubljane traktor. Ne. Potem šaci party. Mogoče bo to v času protestov? Ja, dosti takrat v tistem koncu. Okay. Ja, nas je traktor na oder pripeljal, potem smo imeli na gospodarskem razstavišču pozim, nas je viličar pripeljal v obliki jelenčkov na saneh. Čeprav kapo čez vse je bilo pa, smo imeli pa spet ponovitev Gojzartanca, to je bilo pa predlani, smo pa prišli s helikopterjem, zakaj pa ne? Letos boste prijahali pa kva, na pipikah? Ne, ampak se pa z eno firmo že pogovarjamo, ki imajo avto dvigala, tako da vse je možen, to se daš kaj. Koliko boste pa k piško prišli? Po Pirovskih gajbah, ki je Oktoberfest. Ne zanikajmo, da imamo pa radi pivo, no, to je pa res. Pir po žilah teče mi točno. Točno to in nam daje energijo, da lahko špilamo. Ja, lej, Oktoberfest se bliža, se pravi, špilali boste zdaj to soboto v Pišku, se pravi, Pišek bar vabi, karte so, mislim, da še nekaj jih je na voljo, ni pa presežek. Zdaj, tako da ne čakajte predolg, skratka, Fehterji obljubamo, da bomo v Pišku naredili rastor kot ponavadi. Veseli smo, da pridemo nazaj v ta celjski konc, zato ker kadarkoli smo bili v tem koncu, smo se imeli zmeram odlično, evo le kurjo pot imam med tem, ko to govorim. Pipiki na kombineža je ja, to. Aha. Skratka, fajn se bomo imeli, z Rudanom se bomo ogreli, potem pa mogoče tudi kakšno skupaj naredimo. Res bo fajn. Kaj pa plata? Dej moraš povedati, a boste dali zdaj plato ven ali ne boste? Zdaj letos bomo raje malo še pošpilali, pa dobili še kakšno idejco, pa kakšno energijo. V prihodnosti, po novem letu, drug let pa pustimo se presenetiti. Veš kaj mene fascinira? Da ste dejansko eden izmed redkih bendov, pustimo zdaj narodno zabavne, dejansko špilate same slovenske komade. Tako, zato ker slovenskih komadov je absolutno zelo veliko in mi podpiramo slovensko, radi imamo slovensko in nekako vse te nastope, kar smo jih do zdaj dali čez, gre čez, da ti igraš samo slovensko in je ljudem fajn. Ne? Se pravi 2 ure 15 slovenskih komadov, slovenske glasbe, naših tudi kakšne priredbo naredimo, ampak kakorkoli da se. Ne? Model 2 ure 15. Ja, v kosu skupaj. Ja. Vse se da. Tudi brez modrostnih zob.
V soboto V probamo. v soboto bomo videli. Ja, Domen, za konc ti bom jaz rekla, sem dober si, da si prišel. Ker vi ste dejansko vsi iz Gorenjskega konca. Gorenjski koncept, tako nekako je. Me veseli, da sem ne bi tukaj škrt, pa drugič pripel še ostale, da pridejo malo pogledati v naš studio. Bom, zato ker v bistvu danes jim je lahko nekako fovš, da niso zraven. Ker čist nič mi ne manjka, tako bom rekel. Sploh, ko prideš med čihtom na malco na radio. Ure laufajo, kaj? Domen, če ne prej, vidimo se najprej pri Pišku to soboto. Štart mislim, da je tako ob 8. Ob 8, tako. Pa v vsakem vremenu, ker bomo pod šotorom. Tako, na varnem, pod streho, pivo bo teklo v potokih, fehterji sicer v potokih ne bomo tekli, bomo pa fajn žurali z vami na odru, vi pod odrom, skratka, veselimo se, evo, še enkrat imam kurjo polt, ko mi čakam. Kombinežo, tako se bom naučil. Veselimo se, da pridemo na Lopato, k Pišku in res bo fajn. Pridite, karte je še nekaj jih na voljo, pa ne čakajte predolgo. No. Zdaj ste slišali, tako da ne boste rekli, da niste vedeli. Sobota, Pišek bar od 8 ure naprej, lahko tudi že od zjutraj, imajo tudi zajtrke, tako da se da preživeti tudi do 8 zvečer. Domen, hvala in se slišva. Hvala tudi vam, čau, čau.